Za 50 let objave testov pneumatik nemški avtomobilski klub ADAC je prvi test pneumatik opravil in objavil leta 1973, smo avtomobilski klubi in potrošniške organizacije, ki sodelujemo pri testih pneumatik, AMZS že več kot četrt stoletja, pripravili test 50-letnih pneumatik dimenzij 205-55 R16. Ta jubilejni test pneumatik ne označuje le pomembne obletnice, pač pa je tudi prvi test pneumatik, pri katerem so v skupno oceno vključena tudi trajnostna merila. Na ta način bomo pneumatike ocenjevali tudi v prihodnjih letih. Po novem bodo pneumatike na naših cestah dobile skupno oceno, ki je sestavljena iz dveh glavnih meril. Merila varnosti na cesti in merila okoljevarstvenih lastnosti. Ker je varnost na cesti najpomembnejše merilo, ima v skupni oceni 70% delež, okoljevarstvena merila pa 30%. A tokratni obsežni test je pokazal tudi nekaj občutnih slabosti. Največja je zagotovo absolutno prevelika razlika v varnostnih lastnostih med preizkušenimi pneumatikami. Te razlike morajo uporabniki vzeti zelo resno, saj lahko pomenijo razliko med izognitvijo trku, Deset od 50 preizkušenih pneumatik je dobilo skupno oceno dobro oziroma zelo priporočljivo. Naš tokratni test, ki je poseben zaradi jubilejnih kar 50 preizkušenih pneumatik in zaradi novega dvotirnega sistema ocen, je še enkrat opozoril, da pri pneumatikah ni pametno varčevati in sklepati kompromisov zaradi cen pneumatik. Tokrat smo namreč preizkusili kar nekaj izrazito nizkocenovnih pneumatik, neuveljavljenih in za marsikoga neznanih blagovnih znamk, ki so se z nekaj izjemami praviloma odrezale zelo slabo prav pri najpomembnejšemu merilu varnosti na cesti. Razlike med pneumatikami so najbolj izrazite in zaskrbljujoče na mokri cesti, kjer smo zabeležili tudi eno največjih razlik v zavorni poti doslej. Najslabša pneumatika na testu se je pri zaviranju z 80 km/h zaustavilo po skoraj 60 metrih, medtem ko je najboljša pneumatika na testu obstala po le 35 metrih zaviranja. Tako slaba pneumatika na mokrem nima kaj iskati na kolesih naših avtomobilov.